Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, drage poslušalke in poslušalci podkastov Gospodarske zbornice Slovenije. Letošnje leto je zaznamovalo pestro dogajanje, tako na mednarodnem kot domačem parketu. Vse to pa seveda vpliva tudi na slovensko gospodarstvo, naša gibanja v gospodarskih krogih, tako v tujini kot seveda pri nas. Zato je prav, da takole ob koncu leta pogledamo na prehojeno pot in da se ozremo tudi v leto, ki je pred nami. In zato danes v našem studiu pozdravljam generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, gospo Vesno Nahtigal. Vesna, pozdravljena. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Vesna, glede na to, da sva sodelavca in se tudi sicer tikava, predlagam, da to ohraniva tudi v našem podkastu. Živimo, kot sem že dejal, v zelo nepredvidljivih časih, vojne v neposredni bližini, geopolitične spremembe se dogajajo v svetu, omejuje se globalna trgovina na različne načine. Vse to vpliva seveda na slovensko zelo izvozno gospodarstvo. Kako ocenjuješ stanje v slovenskem gospodarstvu? Ja, vse to, kar si naštel, tudi mene zelo skrbi. Moram reči, da gospodarske in vojaške velesile merijo moči in pa po svoje na novo rišejo zemljevid. Najbolj me skrbi to, da se dejansko nihče prav zares ne pogaja s temi, ki so povzročili vojne. In to me skrbi zaradi tega, ker ne vidimo konca te situacije. In to seveda poslabšuje tudi naše, da rečem, konkurenčno poslovno okolje. Čeprav velikokrat slišimo, da naše slovensko gospodarstvo še vedno je nad povprečjem, evropskim povprečjem, da imamo tudi nizko stopnjo inflacije, da imamo rekordno nizko število brezzaposlenih, ampak vseeno ne smemo pozabiti, da je slovensko gospodarstvo izvozno gospodarstvo in da je konkretno naše gospodarstvo napreduje po konkurenčnosti oziroma nazaduje po konkurenčnosti že kar zadnjih nekaj let. Če samo izpostavim zadnji dve taki analizi, za 2 leti imamo padanje konkurenčnosti Slovenije na lestvici švicarskega inštituta IMD smo padli za 8 mest in pristali na 46. mestu, še slabše nam OECD opozarja na nizko rast produktivnosti po obsegu tujih investicij in tukaj imamo mi resen problem, ker nismo konkurenčni, smo praktično na repu na 57. mestu od 67 držav. In ti konkretni trendi so seveda pravi pokazatelji in ne sme nas uspavati to, da smo trenutno malo nad evropskim povprečjem. Na to, kar si dejala, gospodarstveniki ves čas opozarjajo, da poslovno okolje, razen morda zares največje multinacionalke pri nas, postaje precej nekonkurenčno v primerjavi z drugimi državami v neposredni bližini, kar je tudi nevarnost za selitev proizvodnje. Nekatera podjetja so to že storila, nekatera napovedala. Kakšno vlogo je na teh področjih letos odigrala Gospodarska zbornica Slovenije? Ja, bom se tudi pohvalila, ampak poglejte, če zdaj pogledamo leto, ki je za nami, 7 novih obremenitev. Torej nekdo, ki se bo odločil za tujo investicijo, tukaj bo zelo dobro pregledal, da se pri nas lahko z dneva v dan obdavčitve spreminjajo. In to ni tisto, kar kaže na predvidljivost, zato je vloga Gospodarske zbornice toliko bolj pomembna. Gospodarska zbornica se je na vseh teh področjih trudila, da bi se ti pogoji izboljšali. Kot veš, smo že lani septembra objavili mini davčno reformo, kjer bi lahko naredili res pomembne korake za izboljšavo konkurenčnosti, pa začenši z zmanjševanjem prispevkov, ker vemo, da smo daleč najbolj oprispevčeni in obdavčeni. Za seveda, če nekje razbremenimo, moramo nekje dobiti v našo blagajno, smo predlagali davek na premoženje, torej ne samo nepremičnine, če želimo res uravnotežiti, je premoženje treba obdavčiti, ker nekdo ne kupuje nepremičnino, veliko pa vlaga v zlato ali v kakšne druge možne oblike varčevanja in prav bi bilo, da se na ta način, bom rekla, prinese nekaj v davčno blagajno. Potem vidimo, da nismo konkurenčni pri najbolj prodornem kadru, torej razvojnem kadru, zato smo predlagali razvojno kapico.
Tukaj ocenjujemo, če želimo in bi bilo prav, če želimo dvigniti konkurenčnost, produktivnost, mi moramo gledati, katere so tiste panoge, ki bodo dvignile dodano vrednost, torej tudi produktivnost, ne? In v to dodano vrednost seveda bodo lahko prinesli tisti kadri, ki so boljše izobraženi in ta kader mora biti zato tudi manj obdavčen, ne? In tukaj bi rekla, da je potrebno, da dejansko nam država bolj prisluhne. Vemo, da smo pri tem daleč najslabši, a ne? In da tukaj ob vseh dodatnih obremenitvah od dolgotrajne oskrbe, spremenjenega obveznega zavarovanja oziroma prostovoljnega v obvezno zavarovanje, potem davek od dobička pravnih oseb, ne? Praktično gospodarstvu se je res s to vlado samo nalagalo. Ne? Je pa res, da pa moramo povedati tudi to, da pa nam je pa uspel zelo pomemben mejnik in to je to, kar je korak v pravo smer. To, da smo že lani podpisali zavezništvo z vlado, znanstveno-raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, ker tu je tisti korak v pravo smer. Mi moramo vlagati več znanja, kontinuiranega raziskovanja in inovacij, ne, v to, da bomo razvijali nove produkte z višjo dodano vrednosti. Zato je pomembno, da se je s tem zavezništvom pristopilo k tudi novemu zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in inovacijah, ki dejansko zakonsko opredeli večje kontinuirano vlaganje tako v temeljno kot tudi aplikativno znanost. Naša rak rana, tudi zato smo na lestvicah tako nizko, ker, na primer, če povem primer, zadnji večja dva razpisa, ki sta bila programska, ki sta bila večja, ne, da so dejansko podjetja lahko tudi nekaj razvila, so bila leta 2016 in 2019. Od 2019 do danes mi nismo imeli nobenih takih večjih razpisov, ki bi tudi utrdila, katere so tiste prelomne panoge, v katere se splača vlagati. Ne? Tako da je izredno pomembno, da naprimer nam je to uspelo. Seveda je bilo kar nekaj golov, ki smo jih zadali. Ne? Tudi ravno danes smo imeli sestanek z ministrom Propsom, kjer smo govorili o zakonu o tujcih, kjer so ravno priporočila gospodarske zbornice bila tista, da so pohitrila postopke in seveda posluh ministrov, a ne, ki so to dejansko tudi izvedli. Seveda se je ta dobro uveljaven zakon pospešenega možnosti dodeljevanja dovoljenj, ker je bil pač interventen zakon v času poplav, se je lahko še dvakrat podaljševal. S koncem leta se izteče ta rok in sedaj nas zelo skrbi, ker novega zakona o tem še ni, da bodo, bom rekla, te dobre prakse, to, kar se je pokazalo, prenesene tudi v novo zakonodajo. Minister trdi, da to bo, vendar vmes bomo vseeno imeli gap, ne, nekaj mesecev, preden bo prišlo do vlade. Potem smo zadovoljni tudi, da je končno prišla z mize ta res nepotrebna evidenca delovnega časa. Mislim, da res ni obdobje, čas za take sankcioniranje, ker pač je treba pogledati tiste prekrškarje, pa tiste sankcionirati, ne pa zdaj dodatne birokratske obremenitve, ki ne prinesejo ničesar, ne. Pa da ne bom naštevala, golov je bilo kar nekaj, ampak imamo pa mi problem, da se ne znamo pohvaliti. Pa še nekaj bom rekla in dovolim si to reči. Veliko stvari, o katerih niti nismo, bom rekla, obešali na veliki zvon, je gospodarska zbornica uspela prepričati vlado in kaj bi bilo, če ne bi bili mi tako proaktivni, če ne bi mi tako, bom rekla, spremljali zadev in poskušali prenekatero stvar tudi preprečiti. Torej, absolutno gospodarska zbornica je bila zelo aktivna. Lahko meniva tudi, da na mizi je sedaj shema skrajšanega delovnega časa, tudi na področju energetike smo zelo no, tukaj moram reči, intenzivni. In to sem želel vprašati, ja, katere so zdaj tiste v bistvu odprte, najbolj pereče teme ali področje, na katerih delamo in nas čaka še kar nekaj korakov, morda tudi v prihodnjem letu. Energetika je verjetno ena od teh. Absolutno, pa morda najprej shema skrajšanega delovnega časa. Ne. To, kar imajo urejene družbe, pa če rečemo naše prve sosede, kot so Avstrija, Nemčija, ne, imajo dejansko ta ukrep ves čas na zalogo. Ne. In tudi naša želja je bila, da se tak zakon pripravi, ko nimamo še krize.
ker eno je, ko delaš to v mirodobnem času in ko ni krize, ali pa če ti moraš interventno posegati. Zato je za nas bilo ključno, da pride tak zakon v času, ko nam gre dobro in da ga imamo res čas dobro pripraviti, utemeljiti in da so zadeve tako jasne, da se točno ve, če nekdo zaprosi za shemo skrajšanega delovnega časa, za nas bi bil pomemben tudi čakanje na delo, da ve, da nosi vso odgovornost. Če bi to samo zato, ker bi nekaj hotel, bom rekla, si več zaslužiti, to ni pravi vzrok. Zato je z izjavo, kjer se podjetje obveže, da zaradi upada na enem segmentu njegovega poslovanja, potrebuje tak ukrep, da svojo izjavo tudi jamči, da je to minimalno časovno opredeljeno, da se točno ve, kateri so tisti kriteriji, kdaj lahko tak ukrep koristiš. Seveda pa ne sme biti nastavljeno, da že ko se zgodijo, da ti si prisiljen dati ljudi na Zavod za zaposlovanje, da je to bom rekla, nepotrebno, da je to potem prepočasen ukrep. Zato nam je izredno pomembno, da je shema prišla na mizo. Sicer je potrebna velikih dodelav in jutrišnji dan, torej na četrtek, je prva delovno usklajevanje vseh partnerjev, sindikatov, delodajalcev in države, kjer upam, da bo posluh in da kljub temu ob prej omenjeni, bom rekla, še zmeram relativno visoki stopnji BDP-ja, da ne bo to zaneslo, da ni ta ukrep potreben, da bodo vseeno prisluhnili in da tudi naše opozarjanje, da so določene panoge segmentirano, ne kar počez, ampak na določenih programih res zaznale velika nihanja v povpraševanju, da je določene segmente orenk zajela kriza in da bo potrebno odreagirati. In odreagiraš samo na tak način, da imaš tak sistem, kot je shema čakanja na delo ali skrajšanega delovnega časa. Drugo področje, ki si ga želela verjetno omeniti, je pa energetika. Ja. Tukaj pa je seveda res se vidi naša proaktivnost, torej tako kot bi si mi želeli, da še preden pride do krize, ker zdaj je kriza, ker so že računi in je akt o omrežnini stopil v veljavo in se je, bom rekla, naša proaktivnost, ko smo marca naredili analizo, kaj bo ta akt prinesel, in iz analize, ki smo jo lahko naredili, nas najbolj skrbi to, da imamo veliko dvoma v zakonitost akta, ki je bil izdan novembra 2022, potem je sledil tarifni akt, ki je bil sprejet leto zatem, v novembru, in nekako z januarjem smo mi lahko, ko se je vzpostavil tudi kalkulator na Agenciji za energijo, smo lahko tudi sami s podatki, ki so nam jih dala podjetja, zanalizirali, kaj bo v kombinaciji akta in tarif zakon prinesel. Najprej je bila seveda šokantna ugotovitev, da sam akt krši praktično vsaj 5 načel, ki bi jih moral spoštovati in na katere se referira. Že to je zelo, bom rekla, ni v redu občutek, ko vidiš, da en tak akt, ki nekako uravnava neko tako materijo, ki je zelo občutljiva, ni zakonita. Potem smo videli, da ta akt ne upošteva priporočil, ki jih izdaja ACER. Torej, da imamo zato, ker bojo spremembe drastične, da bi bil postopno uvajanje, da bi se ti lahko prilagojal, da bi tudi to v postopnem prilagajanju imel čas, da bi testiral. Praktično to je bil drug tak moment, ki nas je zelo zaskrbel, ko smo pa uparili pa še številke in smo videli, da bodo tiste industrije, ki so najbolj izvozno naravnane, ki so na začetku verig vrednosti, ki so tudi, bom rekla, energetsko najbolj intenzivne, da bodo najbolj udarjene in to za faktor 2 do 4. In da praktično z tarifami, ki so jih dali, nimajo niti možnosti prilagajanja, ker delajo 7 dni na teden, 24 ur na dan. Da pa je res šlo tukaj mimo kakršnekoli resne analize, mimo kakršnekoli resnega premisleka, kaj se bo to zgodilo. No, in zato smo mi dejansko že marca poskušali to zadevo zelo transparentno predstaviti ministru.
Predtem smo tudi verificirali tako pri zunanji pravni službi, da se ne motimo o aktu, pri proizvajalcih in dobaviteljih tudi naše številke smo dobili potrditve. In s tem smo šli tudi k ministru na predlog, da se absolutno za 2 leti zamrzne čas uvajanja omrežnin in da se v tem času pristopi k ponovni analizi in pa tudi prilagoditvi omrežninskega akta. Kot vemo, se to ni zgodilo. Zgodilo se je to šele letos oktobra, ko so prvi računi prišli tako v gospodinjske subjekte, kot tudi v podjetja, ne. In seveda je že nizka sezona, kar je oktober še bil, potrdila v celoti naša predvidevanja. Da pa ne govorim, zimsko sezono, novembrski računi pa so pokazali, da tudi za gospodinjstva in tudi za mali poslovni odjem, čeprav je Agencija za energijo to zagovarjala, ne drži. Ne. Torej, da bodo omrežnine nižje. Da bodo nižje, da je to dobro premišljen del, da ne bom ponavljala zdaj vsega, kar je agencija trdila. Vesna, kakšni so, morda samo še za zaključek tega dela, kakšni so nadaljnji koraki? Nadaljnji koraki, vidim rešitve. Veseli me, da smo se z kabinetom predsednika vlade dogovorili za delovno skupino. Naša služba je pripravila detaljno analizo računov, ki so bili septembra, oktobra in novembra. Potrdilo je vse to, kar smo opozarjali marca. Predsednik vlade je določil delovno ekipo na strani MOP-a in njegovih ljudi iz kabineta in seveda gospodarske zbornice. Pričakujem še do letošnjega leta neko usmeritev, kako bo rešitev v januarju naslovljena. Vsekakor ni primerna, da rečem, popravke z nekimi interventnimi zakoni. Glede na izkazano nekonsistentnost tega akta in pa, bom rekla, popačeno sliko realne situacije, kaj te omrežnine predstavljajo, predlagamo dejansko moratorij za naslednje 2 leti, v teh 2 letih pa detaljno analizo in prilagoditev akta o omrežnini in posledično vse, kar se tiče samega odjema električne energije. No, na vrhu slovenskega gospodarstva, konec novembra, smo vlado pozvali k 10 sklopom aktivnosti ali pa recimo ukrepov za povečanje tako stabilnega konkurenčnega poslovnega okolja, kot seveda tudi za večjo energetsko, kibernetsko in prehransko varnost. Kakšni so nadaljnji koraki sodelovanja z vlado sedaj pri uresničevanju teh konkretnih predlogov? Tudi tukaj pričakujemo enak model, bom rekla, delovanja. No, predsednik vlade je poleg omrežnine nekako za letošnje leto določil tudi, da bomo poskušali z mize spraviti prav tako čezmejno upravljanje storitev in pa to shemo, ki sva jo prej omenila, kar nas veseli. Za samo deklaracijo, ki smo jo sprejeli na vrhu, pa je tudi pričakovanje sledeče, da v letošnjem letu oziroma najkasneje z januarjem dobimo uradno informacijo, kdo so naši sogovorniki za vseh teh 10 ukrepov, ki smo jih spostavili. Verjamem, da na ukrepu, ki se dotika predvsem konkurenčnega in predvidljivega razvojnega okolja, bo to Ministrstvo za gospodarstvo. Na področju ukrepov, ki se dotikajo predvsem energetike, torej recenzija NEPN-a in pa vzpostavitev delovne skupine, ki bo transparentno z vključenostjo energetikov, ekonomistov in okoljevarstvenikov preverila vse možne scenarije, ki jih je pripravil direktor Elesa, ampak seveda z enakim prihodnjega razvoja, prihodnjega razvoja, tako. Da bo to seveda sogovornik MOPE. Na prehranski varnosti smo se že nekako usklajevali za termin z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in pa na kibernetski varnosti predvidevam, da nova ministrica, ko bo izvoljena za digitalno preobrazbo, tudi v povezavi z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in inovacije, kot tudi najverjetneje določen segment pri Ministrstvu za šolstvo. In pričakujemo, da z januarjem te delovne skupine vzpostavimo. Nekako smo se tudi obvezali, da bomo vse rešitve, ki jih bomo o teh ukrepih odkljukali, sproti z vladno stranjo objavljamo in da nam ni treba čakati naslednjega vrha slovenskega gospodarstva prihodnje leto.
Na zbornico večkrat letijo očitki, včasih tudi iz vladne strani, da kljub visokim dobičkom gospodarstva nenehno poskuša zbornica prikazati, da so podjetja v slabšem položaju, kot dejansko so. Kako odgovarjaš na tovrstne očitke? Jaz mislim, da je to predvsem posplošena ocena. Težko je slišati, ampak dejansko mi zastopamo 25 različnih panog. Pa tudi znotraj teh panog so velike razlike. Tudi v podjetjih, če imajo diverzificirane produkte, ni rečeno, da so prizadeti enaki. Če ima neko podjetje dela za prehransko, farmacevtsko in avtomobilsko industrijo, najverjetneje na programu prehrane in farmacije nimajo problema. Imajo jih pa močne v avtomobilski industriji. In zaradi tega, ker je odvisno od portfelja, jim precej lahko zagode, bom rekla, slaba situacija, naprimer na avtomobilski industriji. In dejansko se to pozna tudi pri padcu BDP-ja oziroma bilance tega podjetja. In mi dejansko poskušamo o teh nijansah tudi spregovoriti. In v lanskem letu smo imeli kar precej nižje rezultate. V bistvu je nas reševala visoka inflacija. In videli smo, da so prednjačile energetika, farmacija in pa storitveni sektorji. Da je pa proizvodna industrija, predelovalna industrija beležila približno enake rezultate, ampak predvsem na račun inflacije. In te nijanse gospodarska zbornica mora zaznati in mora opozarjati. Zato tudi apeliramo za to shemo. Ni potrebno, da tebi že pol krave zboli. Ti moraš biti prej proaktiven, da zaznaš, da je neka sprememba in da to spremembo pravočasno nasloviš. Zato nas tudi ne sme uspavati to, da smo trenutno malo nad evropskim povprečjem po konkurenčnosti, ker se zdaj merimo z zelo velikimi bolniki. Tako Nemčija, tako Francija, kot tudi Italija. In povprečen izstopa Španija, kot smo slišali včeraj v napovedi našega Bojana Ivanca, prednjačijo skandinavske države, ampak imamo v Evropi problem. V Evropi smo zaspali. Prehiteva nas Kitajska, prehiteva nas Amerika in to ni populizem, to je poznavanje situacije, poznavanje razmer na trgu in če bi to pravočasno opažanja prelili v ukrepe, bi bili ti padci lahko nižji. Seveda, zbornica pač bolj v realnem času zaznava pravzaprav utrip gospodarstva, torej tudi preko znižanja naročil, medtem ko država pa se zanaša predvsem na statistiko, ki pa meri v bistvu že rezultate z zamikom za nazaj. Tako da tukaj je ta razlika. No, kot si sama omenila, zbornica je v teh dneh predstavila svojim analitskim oddelkom lastno napoved gospodarske rasti za prihajajoče leto. Kakšne so ocene gospodarske zbornice za naslednje leto ali dve? Kako nam bo šlo? Mene veseli, da so ocene pozitivne. Naš analitik, ki moram reči, da zelo dobro ocenjuje zadeve, čeprav se tudi njemu zgodi, kar je tudi včeraj povedal, da ga je presenetila letošnja situacija, ampak vseeno ocenjuje, da leto 25 in 26 ne bo tako slab. Seveda bodo nihanja in to bojo specifike, na katere je treba biti pozoren. Še posebej zaradi tega, ker v Evropi nimamo stabilnih razmer. Mi res smo zadnjih 5 let zelo izgubili konkurenčno prednost, prihitevajo nas po levi in po desni, tako kompletna Azija, ne samo Kitajci, da o nepredvidljivi situaciji, kar nas čaka lahko s carinami, ki jih bo sprožila Amerika, nas tudi lahko zelo prizadene. Zato me veseli ocena, da je naša analitika pripisala, da bo naslednja gospodarska rast pri 2,5%, realno oziroma 6% nominalno, da po stagnaciji investicij v 24, v 25 je pričakovati nekaj več rasti za 3,5%, na kar bi v pomembni meri predvsem vplivale investicije v gradbeništvu, medtem ko bodo investicije v stroje, v opremo porasle manj,
po njegovi oceni, predvsem, ker nova naročila v industriji še ne naraščajo. Ne? In na to je treba biti pozoren, na te male zaznane spremembe. Ne? Če ti pravočasno odreagiraš, marsikakšno stvar lahko preprečiš in tukaj je prednost majhnih ekonomij, a ne? In pa tudi prednost tega, da imamo diverzificirane proizvodnje. Po skromni rasti izvoza v 2024, pri okoli 1% realno, naj bi se rast okrepila na okoli 3%, kar je tudi pozitivno. Prav tako pa tudi pričakujemo neko rast cen življenjskih potrebščin, predvsem zaradi ponovne uvedbe reguliranja dela cene energentov. Vemo, da je regulacija še do februarja, ne, za potrošnike in še vedno visoke rasti inflacije, ne. Potem na trgu dela me veseli, da ne pričakuje nekega večjih sprememb in tukaj bo sigurno dobrodošla ta shema, ker to pomeni, da se podjetja ne bodo odločala, da dajo ljudi na Zavod za zaposlovanje, ampak bo ta čas izkoriščen tako zato, da se doizobražujejo, da se vlaga v ta kader, ki je bil tudi prej, ne, v njih veliko vloženo. Potem pričakujemo, da se bodo obrestne mere na kratkem delu krivulje zniževale, kar naj bi tudi ugodno vplivalo na gradbeni sektor in pa investicije v podjetjih. Tudi veseli me ocena, da med posameznimi dejavnostmi menimo, da bo rast dodane vrednosti nadpovprečna, to je predvsem IKT sektor, zdravstvu, socialnem varstvu, financah, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, kot tudi v transportu in gradbeništvu. Relativna dodana vrednost bo nižja v predelovalnih dejavnostih, to sem tudi jaz prepričana, in v trgovini, kljub temu, da bo zaradi nujnega velikega pomena absolutna rast dodane vrednosti najvišja prav v teh dveh dejavnostih. Tako da je bilo to včeraj zelo spodbudno, je pa seveda tudi veliko odvisno in to, kar sem z najnim razgovorom začela, mene resno skrbi, da ne premoremo tega, da bi se začeli pogovarjati z tistimi, ki povzročajo to nemirno situacijo na svetu. Čez 50 žarišč imamo, 2 v naši neposredni bližini in jaz mislim, da za temi razmerami, če bi se znali dogovoriti za mir, bi bilo takoj vsem lažje. Tako je, naj bo to tudi lepa želja, ne, za naslednje leto. Ampak če še majčkeno ostaneva v Sloveniji, v zadnjih letih, ne, se zdi, predvsem po zadnjih morda 2, ne vem, da je precej negativna klima pa ta odnos do gospodarstva. Prevečkrat se podjetja in celo njihove uspehe tudi povezuje oziroma negativno percepira z dobičkarji, kapitalisti in podobno. Dela se nekako tudi kar nek razkol med delodajalci in delavci. Nenazadnje moramo delati z roko v roki. Kakšen je tvoj pogled na to? Ja, to me žalosti, Tako kot znamo biti srečni, ko naši športniki dosegajo vrhunske rezultate, znanost dosega vrhunske rezultate, ali pa, ne vem, kultura. Ne znamo pa dati priznanja uspešnemu gospodarstveniku, inovatorju in komerkoli, ki ustvarja. In to res ni prav, ker podjetja vsakemu, tudi meni kot generalni direktorici, je ključno, da imamo krasno klimo, da se dobro razumemo, da znamo stopiti skupaj, da imamo dialog znotraj podjetja. In tako verjamem, da delajo tudi naši delodajalci, naša podjetja. In če nam skupaj rata, da naredimo dobre rezultate, potem je prav, da takega podjetnika, gospodarstvenika cenimo, da mu damo svojo težo, ne da je stigmatiziran, ker je uspešen, ker ima dobičke. Če ni dobičkov, ni vlaganja v raziskave, razvoj, ni boljših pogojev za socialo. In tukaj je, ne vem, to nerazumevanje je skoraj nelogično. Ne vem, ne more biti fovšarija taka, ki bi prerasla to zavedanje. Ta podjetja vlagajo zelo veliko v lokalno okolje. Vlaga v prej omenjene športnike, kulturo, v to, da je okolje trajnostno naravnano. Zato je ta nerazumevanje boleče. In sami kot gospodarska zbornica veliko vlagamo zato, da se ta, ne bom rekla stigmatizacija, ampak to zavedanje, kako pomembno je za vsako državo, da ima zdravo gospodarstvo,
zdrave gospodarske subjekte. Ali so to mikro, mala, srednja podjetja in da so ta podjetja tisti generator, ki dejansko ustvarjajo blaginjo za celo državo in družbo. In da bi se jim morala to zavedanje, ne, v državi definitivno spremeniti v pozitivno. No, zbornica obstaja že 173 let, ne, zavidljivo obdobje, in v tem času je odigrala za slovensko gospodarstvo in nenazadnje za vsa podjetja, ne samo za svoje člane, pomembno vlogo. Pravkar si omenila eno področje, na katerem zbornica veliko dela, ne, torej da izboljša to klimo, a ne, in da prispeva k nekemu drugačnemu odnosu tudi do gospodarstva pri nas. Kako pa so podjetja zadovoljna z gospodarsko zbornico Slovenije? Moram reči, da sem zelo zadovoljna z analizo, ki smo jo naredili z anketo, ne, v septembru, in naša podjetja so ocenila, da so z našim delovanjem bolj zadovoljna. Tudi večja lojalnost je, tudi moram reči, da opažajo tudi to, da smo naredili en korak tudi pri strateškem komuniciranju. Tudi medija GZS je zelo dobro sprejeta in sedaj tudi sama, ko hodim na teren, moram reči, da dobim velikokrat zelo lep feedback, da smo opaženi, da vidijo, da smo konsistentni, da se trudimo s pozitivnim dialogom preusmerjati, bom rekla, slabe teme in iskati rešitve. Da nam zaupajo, seveda pa imamo tudi veliko priložnosti za izboljšave. To je pa predvsem tem, da moramo kot ekipa Gospodarske zbornice Slovenije, ki je zavidljiva, imamo 13 regij, imamo 25 panog, močno štabno službo, ki lahko razrešuje ali pa predlaga rešitve za res zahtevne probleme, da moramo dejansko delati samo še naprej na tak način, da bomo vključevali vse možne deležnike, zato sem vesela tudi, da smo povezali poleg delodajalskih organizacij tudi gospodarski krog, kar 17 asociacij, ki tudi naslavljajo problematiko gospodarstva, da smo tukaj enotni, da se sprememb ne bojimo, ampak da jih zagrabimo in zajahamo ta val. In vse to, bom rekla, opažajo tudi naši člani, ki so v anketi nekako to zaznali, so te spremembe opazili. Kot si dejala, tako kot se razvijajo podjetja, se razvija zbornica. V zadnjem obdobju je storila kar precej korakov tudi na področju digitalizacije, trajnostne poslovne strategije in podobno. Kakšni so načrti zbornice za prihodnje leto? Morda kakšne konkretne spremembe za člane, kakšne storitve? No, absolutno, tako kot sem rekla, zbornica mora se absolutno še hitrejše, kot naš čas usmerja, mora sprejemati in ponotraniti te spremembe. Zato smo se dejansko z mojim mandatom, ki je zdaj že 2 leti, odločili tako za pospešeno digitalizacijo Gospodarske zbornice, pa tudi več, tudi strategijo, digitalno strategijo bomo naredili tako za navznoter, kot tudi za naše člane. Dodali smo nove vsebine, poleg močnega socialnega dialoga, ki smo ga od vedno imeli, dajemo veliko poudarka na predvidljivem konkurenčnem poslovnem okolju in tisti srčiki ali pa, da rečem, ključni vsebini raziskavam, razvojem, inovacijam in internacionalizaciji. Naredili smo prvič v zgodovini poslovno trajnostno strategijo, ki zelo jasno opredeljuje naše delovanje za naslednje 4-letno obdobje, torej ta moj mandat. Potem seveda skozi vse te ukrepe smo naredili medijo GZS, zato da sprotno notranje in navzven komuniciramo vse te naše korake in seveda skozi to prihajamo tudi do novih storitev. Mi smo šli v poslovno trajnostno preobrazbo zaradi tega, ker se dejansko vsa naša podjetja morajo tudi tega zavedati, lotiti, in zato, ker želimo tudi mi z vzgledom in pomočjo pri izobraževanju, pri nudenju storitev tudi našim članom pomagati. Tako da ves čas
delamo tudi na novitetah, ozaveščanju. Ne? Naša ekipa, ki dela na izobraževanju in marketingu, ves čas tudi vse te novitete, bom rekla, promovira, jih izvaja in mislim, da smo tukaj tudi zelo uspešni. S tem počasi prihajava do konca najinega pogovora, pa vendarle, Vesna, smo tik pred božično-novoletnimi prazniki, torej čas, ko se malček ustavimo, se podružimo tako s svojimi najbližjimi kot s prijatelji. Morda malce bolj osebno vprašanje, kako jih boš ti preživela? Bo čas za kakšen odklop? Ja, najprej bom rekla, da se zelo, zelo lepo počutim na Gospodarski zbornici in da mi je tudi Gospodarska zbornica z mojimi sodelavci kot ena velika družina. Tako da sem vesela, ko sem z vsemi vami in moram najprej reči, da sem hvaležna, da imam tako ekipo in da mi tudi, če sem na Gospodarski zbornici, ni slabo. Ampak veselim se prihajajočih praznikov. Ja, bom jih preživela v krogu mojih najdražjih, za katere mi zaradi obilice dolžnosti velikokrat zmanjkuje časa, pa tudi z malo širšo familijo, ker nas je zelo veliko in za te praznike tradicionalno pridemo skupaj iz vseh koncev sveta, ne, ker nismo samo v Sloveniji, tako da bojo ti praznični dnevi seveda posvečeni njim. Bom pa imela čas tudi za odklop, za meni tako ljub golf in pa seveda tudi kakšno turno smuko in pa seveda crkljanje ob dobri hrani, dobrem druženju, tudi z prijatelji, ne samo z družino. Tako da čas bo za mene, po moje, teh naslednjih 14 dni zelo prijazen. Lepo. Tudi mi moramo dobiti energijo, ne? Zato da bomo naslednje leto bom rekel, lahko aktivni. Morda za konec, Vesna, še misel za zaključek tega leta, morda kakšna misel za naše člane in članice? Za vse moje zaposlene, naše zaposlene, za vsa naša podjetja, za vse naše člane, nečlane, za kompletno gospodarstvo, politiko, vso javnost. Jaz želim samo, da smo strpni, da smo zdravi, da znamo sodelovati, ker jaz verjamem, da Slovenija skupaj zmore vse. Želim res srečno, zdravo leto in predvsem pogumno. Ker bo gotovo tudi kar nekaj izzivov, ampak kot sem rekla, skupaj zmoremo vse. Hvala lepa, Vesna, za tole misel in za čas in najin pogovor. In s tem pa tudi zaključujemo v želji, da bo prihodnje leto res prineslo umiritev razmer tako v svetu, kot si prej Vesna lepo dejala, kot tudi večjo predvidljivost, stabilnost, boljše poslovne okolje tudi za slovenska podjetja, za kar si bomo prizadevali tudi še naprej na Gospodarski zbornici Slovenije. Lepe in umirjene božično-novoletne praznike želimo vsem skupaj in se vidimo v januarju prihodnjem letu. Srečno!